No, in lep dober dan vsem, ki nas boste spremljali preko vseh mogočih kanalov družbenih, torej Facebook, Instagram in podobno, na naših spletnih straneh, na spletni strani založbe Malinc in na spletni strani Založništva Tržaškega tiska. Danes smo v družbi, oziroma danes smo kar dve založbi skupaj, zaradi tega, ker imamo skupne, ne bom rekla interese, ampak tudi skupne avtorje, ki sta v kratkem razmiku v bistvu izdala dve knjigici in obe sta namenjeni otrokom, tako da sta z nami Clarisa Jovanović, ki je avtorica obeh, in Štefan Turk, ki je ilustrator obeh knjigic. No, knjigica, ki je išla pri založbi Malinc, se imenuje Telovadec Nikolaj prežene Tolovaja, in knjigica pri Založništvu Tržaškega tiska je pa pravljica Pogrni se za mizo s pravljičnimi junaki. V naši družbi je seveda tudi urednica založbe Malinc, Barbara Pregelj, in jaz bi, Barbara, tudi tebi prvo vprašanje namenila. Torej, kako si ti sploh prišla do Clarise in do Štefana, zato ker jaz Clariso in Štefana poznam že precej dolgo, glede na to, da sta oba avtorja pri reviji Galeb, in sem pač v stiku z njima že, mislim, da skoraj pa 10 let. Tako da me zanima, kako si ti prišla do Clarise oziroma predvsem do Štefana. Ja, lepo pozdravljeni vsi in hvala za to druženje. Prepričana sem, da se bomo lepo imeli, ker so te knjige, ki nas družijo, tudi čudovite, polne humorja, res enega posebnega humorja, in se mi zdi, da se bo to tudi, upam, da se bo to tudi preneslo v to naše druženje. Jaz sem Clariso spoznala kot prevajalko. Tretja knjiga, ki je tudi v bistvu, mislim, skupna, saj Clarisi pa meni, ne, pa jo ti nisi torej za zdaj omenila, je ta knjiga, ki imam jaz za sabo njeno naslovnico, to je knjiga, roman, preveden iz grščine, ki ga je iz grščine prevedla ravno Clarisa, in sicer je to Gorila na Luni. In midve s Clariso sicer se že prej pač poznava veliko dlje časa. Jaz Clariso poznam kot izvrstno prevajalko, predvsem iz grščine, in v bistvu kot tako sem jo tudi prosila, če bi lahko za nas prevedla to res zelo zanimivo besedilo Gorila na Luni, ki ga je napisala grška avtorica Elenika Cama. In ko sva začeli pač sodelovati in tako, in to sodelovanje v bistvu je bilo res zelo se mi zdi, absolutno korektno, profesionalno, ampak tudi v bistvu zelo prijetno. Smo potem nekako se začeli dogovarjati tudi v bistvu o pač tej knjigi, o telovadcu Nikolaju, o slikanci, in je v bistvu Clarisa sama predlagala, da bi jo ilustriral Štefan, zato ker sta v vseh teh letih njunega sodelovanja, povezanih s tabo, v resnici nekako že postala tandem, ne? In tako je tudi v bistvu Štefan potem pač ilustriral slikanico Telovadec Nikolaj prežene Tolovaja, ki jo je podprla tudi, torej izdajo, katero je podprla tudi Javna agencija za knjigo. Tako da v bistvu sem zelo vesela, da smo se za to odločili, ker se mi zdi, da je ta sinergija, ki že tako je med njima, se je prelila tudi v to pač slikanco. No, tukaj pa zdaj vprašanje za Clariso, ne, zato ker Clarisa je pred leti sodelovala z Venom Dolencem, ne, pri svojih, torej Veno je bil tisti, ki je ilustriral večino njenih prispevkov za Galeb. No, in potem nekega dne mi je rekla, veš kaj, Veno je počasi zdaj že ne bi imel časa, pa jaz sem pa mislila, da bi lahko to prevzel Štefan. V redu. Torej, kako si ti, Clarisa, prišla do Štefana? Ja, nič lažjega. Človek zbira galebe, jaz vsak mesec pošljem kakšen prispevek, za to revijo, s katero sodelujem mimogrede že strašno veliko število let, od leta 3 ali 94. No, in seveda sem opazila Štefana kot ilustratorja, mi je bil strašno všeč. Potem vmes je tudi enkrat vskočil, ker Veno ni mogel, ampak sva še takrat sodelovala, ne? In je torej vskočil Štefan, ne, nekaj bil Veno bolan, se mi zdi. No, in ja, meni je strašno všeč pač Štefano način, ne, tudi likovnega razmišljanja, bom rekla, ne.
In jasno je, potem, ko se je izkazalo, da pač sem ostala brez ilustratorja, sem takoj pomislila nanj, ne. In očitno je to dobro začelo delovati, funkcionirati, kako naj rečem, ne. Prezadovoljna, jaz namreč. Tisto, kar te je najbolj pritegnilo v bistvu pri Štefanovem stilu, pri Štefanovem slogu ilustriranja. Veš kaj, težko zdaj, ker zdaj, če bi jaz bila umetnosti zgodovinar, bi to znala pač tako zelo lepo s strokovnimi termini, ne. Zdaj jaz kot laik. Prosto pa Prešernu. Ja, kot bi rekla, čisto kot laika, ne, ki pa ima vendarle nek občutek za likovno. Jaz bi rekla, v prvi vrsti način, torej humor vsekakor, ne, ker ta humor pri njem je zelo dragocen, ne. Potem način, poteze, kako on to s čopičem povleče, kako ne znam povedati, kako recimo, kako postavi nek recimo osebo oziroma pač glavnega junaka, če hočeš, kako ga v prostor postavi, ne. Kako je včasih to tako na videz naključno, pa vendarle ni, ne, kako recimo ta oseba v nekem okolju, ne, ki ga zelo previdno, bom rekla, zelo minuciozen na en način tudi naslika Štefan, ne, in ta oseba vendarle v tem okolju zelo dobro, neverjetno dobro zaživi. Kako recimo z minimalnimi sredstvi likovnimi, ne, kako zna en karakter prikazati, ne, kako tudi neki detajli, kaj jaz vem, včasih je to lahko neka rastlina, drevo, skratka, kako z detajlom tudi recimo neko vzdušje ustvari, pa potem njegov kolorit tudi, ne, njegova risba itak, ne, no, sem verjetno dovolj povedala, ne, kot laik, ne kot ne umetnostni zgodovinar. Tako da ja, jaz sem nad njim navdušena, no, in ni ga bilo treba prositi, ne, tebe pa tudi ne, tako da. Ne, mene sigurno ne. Ja. Pravljica Pogrni se je zdaj ta druga knjiga, ki sva jo skupaj izdali, ne. Obe sta vezani v bistvu na kulinariko, na hrano. Pa me je zanimalo v bistvu in ne samo te dve knjige, ampak tudi ena cela vrsta prispevkov, ki so nastajali za Galeb, so bili tudi vezani na recepte, na prehrano, predvsem na tradicionalno prehrano ne samo Slovencev, ampak tudi drugih narodov. Zdaj, me zanima, odkot sploh to tvoje navdušenje, ne, nad kulinariko, in ne samo, ti znaš tako spretno povezati v bistvu kulinariko in pravljice, pravljičnost v kulinariki in kulinariko v pravljicah. Ja, najprej gotovo človek se ne more sprenevedati, ne, nekaj te mora zanimati, ne, in mene zanimajo pravljice neskončno, me zanimajo svet pravljic, je to, torej jaz sem ga pač odkrila kot vsi otroci v otroštvu, ne, moja mama je zelo dobra pripovedovalka, moram reči, in potem pozneje smo poslušali tudi, saj to sem že povedala tudi v Primorskem dnevniku, ne, v intervjuju, kasneje smo poslušali, to so bila 60. leta, ne, tudi pravljice na radiu, zelo veliko, ne, takrat, ne samo pravljice za lahko noč, to so bili takrat izjemni slovenski igralci, predvsem, ne, dramski igralci, ki so pravljice brali in je bilo to torej izjemno doživetje, te pravljice poslušati, res. Potem pa sem seveda pravljice malček zapustila v času pubertete, kar je po svoje razumljivo, ne, in jih znova odkrila že v gimnaziji, in od takrat naprej so pravljice svet, ki me spremlja. Zdaj moram reči takoj, da jaz sem seveda neskončno hvaležna, torej jaz nisem etnologinja, jaz sem neskončno hvaležna vsem tem zapisovalcem pravljic, ki jih je preveč, da bi jih imenovala. To je tudi zbirka Glasovi, ne, ki izhaja od leta 1988, če se ne motim, ki je izjemno dragocena, ena najdragocenejših zbirk na to temo, gotovo, tudi v evropskem merilu. Zdaj, moram pa povedati, da pri pravljici, ker da ne bom predolga, ker je to ena zelo široka tema, pri pravljici je treba ločiti pravljico, ki je v živo povedana, in pravljico, ki je zapisana. V Sloveniji, torej smo, če rečem tako, pri osebi množine, ne, s pravljicami srečali pravzaprav že z neko literarizirano pravljico, ne, ta klasika, bratov Grimm, ne, to so literarizirane pravljice. In izgleda, da je to tudi nek model, ki smo ga, ne vem, Slovenci prevzeli. Ampak naj bo tako ali drugače, pravljičar, ko pripoveduje v živo, očara, če je dober pravljičar, svojo karizmo, svojim
telesom, svojo izraznostjo, svojim specifičnim jezikom, ki je zmeraj narečno obarvan. In to je živa prezenca. Ko ti to pripoved zapišeš, kar je nedvomno za etnologe zelo dragoceno, tudi za lingviste, tudi za take, kot sem jaz, ampak takih, ki bodo brali zadeve, točno tako, kot so zapisane, jih je relativno malo. Zdaj, kako to otroku približati? Jaz mislim, da otroku to približaš na ta način, da pravljico literariziraš, kar pomeni, da pač upoštevaje neke literarne zakonitosti, to pravljico na novo poveš. Pač, seveda, jasno, zdaj, kako to povedati, da se ne odmakneš preveč od originala, to je zdaj cela zgodba. Jaz se trudim in je to neskončen proces, ki ga ne bo nikoli konca. Sem se po vseh teh letih nekaj naučila. Pa tudi, ko prevajam pravljice, moram poudariti, zmeraj napišem prevedla in priredila. Tako da, kar pomeni, da jaz to pravljico pač znova povem, tudi dialogi so pogosto moji, vsaj del dialogov zagotovo, seveda pa skušam jasno upoštevati neke zakonitosti pravljice, ki je bila povedana. Tako da to je, torej, recimo, torej pravljica. Zdaj pa kulinarika. Vsi, ki živimo, tudi jemo, eni raje, eni manj radi, mislim, da vsi ljudje, ki imamo radi življenje, radi tudi jemo, vsi ljudje, ki radi jemo, radi dobro jemo, zdaj spet, kaj je dobro, kaj je komu dobro, je to druga stvar. Jaz pa moram reči, da me pri hrani neskončno zanima, ne samo to, da pač pojem, ker mi je dobro in da tudi nekaj skuham in mi uspe in mi je to lepo in dobro, zanima me tudi odkot. Kdaj, kako, kdaj so prišla neka živila k nam, od kdaj jih dajemo v lonec, zakaj smo nekatere živila opustili, kako so ta živila povezana z določenimi običaji. Mislim, tukaj neskončno vprašanje. Skratka, zgodovina prehrane me zelo zanima. In potem, še ko sem bila majhna, sem ves čas morila stare starše, kdaj, kako se to dela, zakaj se to dela, zakaj pa zdaj nona, zdaj to malo drugače narediš, in tako dalje. Torej, tu je zgodovina prehrane v tisti knjigi, ki so jo pa že skupaj tudi naredili pred 5 leti, Dobre jed se same ponuja, sem pa, in tudi to je moja velika ljubezen, povezovala hrano s pregovori in reki. Tako da, v bistvu, nekako, ja, to me zelo zanima. Torej, ne samo pač jedi kot take, ampak izvor jedi, zgodovina prehrane. In v tej knjigi sem pač to povezala, kar pomeni pravljice, sem izbirala, v katerih je omenjena neka jed ali pa neko živilo, in potem na to temo izbrala pač enega, 2 ali 3 recepte in tako je nastala ta knjigica. Knjiga, no, ne knjigica. Knjiga, ja, konkretno. Štefan, zdaj še vprašanje zate, ampak še preden se posvetim tebi, sem hotela še pri Clarisi v bistvu nekako poudariti to, da Telovadec Nikolaj je pa tvoja nekako prva avtorska knjiga, v smislu popolnoma avtorska, zgodba v verzih, ki ni pridelava ali pa obnova pravljice, ampak izvira prav iz tebe. Kako je prišlo sploh do Telovadca Nikolaja? Ja, jaz pišem za otroke dolgo časa že, in tudi moram reči, je bilo kar nekaj moje poezije za otroke že objavljene v Cicibanu, res sem imela potem dolgo pavzo, potem nekaj je tudi predlani, enkrat je šlo v sodobnosti, Jana Bauer je nekaj moje pesmi opazila in je potem rekla, daj ne. Tako da zdaj so tudi zmenjeni z Jano Bauer za pač neko zbirko poezije za otroke. Ja, potem sem celo tudi v Galebu, ampak takrat nisi bila ti urednica, tudi v Galebu sem objavila ene par poezij, pa tudi odkar si ti urednica, tudi nekaj malega. Jaz moram reči, to je pravzaprav pesem, to je pač malo daljša pesem, pač pravljica v verzih, ampak torej spada v poezijo. Tako da, ja, jaz sem pač lepega dne sem si rekla, zakaj pač ne bi tega zaokrožila, v neko celo zgodbo. Najprej je bila pač neka krajša varianta, jaz sem takoj začutila, da je pesem po karakterju zahteva še nek razvoj, še nek zaplet, sem dodala še 2 zapleta in pač tako je to nastalo. Je res, da mi tega materiala, ki ga treba, ki je na 3/4 narejen, ki bi ga bilo treba še malo obdelati, ga imam še kar precej v predalih ali v Wordu, kot hočete, tako da mogoče, in jaz upam, da še kaj pride na plan v naslednjih letih, če bomo živi in zdravi. Štefan, da tebe malo izprašamo, ker verjetno te publika, ki bo spremljala to naše srečanje,
bolj malo pozna, vsaj v Sloveniji, razen tisti, ki seveda so že prišli v stik z revijo Galeb. Torej, Štefan, ti si nekako ilustrator samouk in slikar samouk, je tako? Oziroma ti si študiral umetnostno zgodovino, torej sva kolega. In potem, v bistvu, kdaj si začel in odkot izvira ta tvoja ljubezen do slikarstva in do predvsem ilustracije? Ker prav na področju ilustracije si se potem najbolj nekako tudi izkazal. Ja, kar se tiče, tako bi rekli, tega umetniškega duha oziroma slikarstva, to sem že od mladih let nekako razvijal, ker mi je bilo všeč risati in torej tako sem si vzel čas, da sem tako nekaj risal, nekaj packal in doma nekako so me, to je bilo okoli 16 let, predstavili enemu tržaškemu umetniku, ki je vodil poletne tečaje v naravi in nekako to bi lahko značil kot nekako skočna deska, da sem nekako začel malo razvijati to mojo ljubezen do risanja, barvanja. In od takrat potem sem sicer to doma stalno nekako razvijal in se začel ukvarjati s slikarstvom vedno bolj, bi lahko rekli, tako bolj angažirano. Tako da potem sem tudi pripravljal razstave in imel nekako predstavitve tudi v javnosti. Kar se tiče pa ilustracije, to je tudi bilo, to pa je bilo nekaj slučajnega, ker jaz kot študent sem zahajal v tržaško knjižnico, ker sem pač študiral in tam so me enkrat knjižničarke, s katerimi sem imel dobre odnose, skoro bi rekli to, da smo prav prijateljske odnose, vprašali, če bi za Galeb nekaj ilustriral en tekst povezan z knjižnico in to nekako so bili prvi zametki te poti. Zatem sem skušal razvijati boljše stike z takratno urednico Galeba, Je bila takrat Majda Železnik. Ja. Majda Železnik je namreč pred parimi dnevi šla na drugi svet, tako da tudi omaž njej na ta način, ne? Ker je ona zelo skrbela tako za podobo kot za besedo. Ona pač mi je ponudila možnost nekako, ne, da se preizkusim malo resneje, ne, z ilustracijo. In tam tako mi je ponudila nekaj tekstov in tam počasi sem začel pač se predstavljati v reviji Galeb. Takrat sem, če primerjamo to, kar sem sedaj in to, kar sem bil takrat, nisem imel sploh pojma ilustraciji, tudi stilističnega vidika, vse skupaj je bilo, če pomislim na prva dela, so bila res, tako bi rekel, nerazvita, tako, če bi lahko to označili. In takrat sem, se ne spomnim sedaj katerega leta, sem pa šel v Sarmede, kjer je mednarodna šola ilustracije in obiskal tečaj hrvaškega ilustratorja Svetlana Junakoviča in tam smo bili en teden full immersion in to mi je odprlo cel svet nekako, kar se tiče ilustracije. Kako, mislim, si zamišljati kompozicijo, uporabljati različne tehnike in predvsem bi rekel tisto, kar ste omenili in me označuje tako, tudi to duhovitost. Ne vem, zakaj to me je nekaj ostalo od
če izpostavimo ali izključimo tehniko in to, ampak to je tista stvar, tako ki mi je ostala in če ne morem v mojem delu, skušam nekako to upodobiti ali malo tako ustaviti v ilustracijo to duhovitost, če mi je le mogoče, ne. Zdaj, Barbara, kako je bilo delati s Štefanom? Jaz sem mogoče malce subjektivna, ker jaz s Štefanom vedno dobro sodelujem, nikoli ni bilo večjih problemov. Me pa zanima, ne, zdaj vseeno je to tudi zanj bila ena nova izkušnja, ena nova založba, nekako novi izzivi. Kako sta se vidva to spoprijela s tem? Veš kaj, mislim, da po mojem je zame pač, tako bi rekla, ključno, da v resnici je slikanca vedno dialog. Se pravi, najprej je to v bistvu dialog med torej avtorjem oziroma avtorico besedila v tem našem primeru, a ne, in avtorjem ilustracije, a ne. Potem pa v bistvu je to tudi stvar v bistvu enega dogovora, kako pač bi nekako najbolj to, kar pač delamo, spravili med bralce, a ne. Tukaj v bistvu je potem tudi stvar še potem oblikovanja, postavljanja knjige in tako. Tako da v resnici sem jaz v bistvu ta proces v bistvu doživljala zelo pozitivno, zelo intenzivno. Veliko smo v bistvu se o tem pogovarjali in v resnici je tukaj stalno pač tekel nek dialog, a ne. Štefan recimo je pač, ampak če bi v bistvu stvari potekale drugače, bi bilo pa tudi verjetno v redu, to hočem reči, ne. Pač mi smo taki in pač pri nas je način sodelovanja pač potekal na ta način, da je pač Štefan tudi pošiljal pač osnutke, verjetno Clarisi tudi, ne, pa smo pol izmenjevali mnenja, pa smo pol se smejali, se navduševali nad temi ilustracijami, v bistvu pač v nekem procesu, a ne. Zdaj, če bi se pač Štefan drugače odločil, ne, in če bi pač on, recimo bi rekla, hočem reči, vsak avtor, a ne, ima svoj način dela in v bistvu pač ta način dela seveda odraža to, kakršen pač on je, ne. Jaz mislim, da nima smisla, da v bistvu se greš v bistvu izdajo slikanic, ne, recimo, če je v bistvu, če nisi na ta dialog pripravljen. Ampak ta dialog seveda ima lahko različne oblike, a ne. Tako da v bistvu tokrat je pač potekalo to na tak način, kdaj drugič poteka na kakšen drug način, a ne. Nam vsem trem se mi zdi, da je ta način zelo ustrezal, a ne. In smo se pač tudi v postopku priprave knjige v bistvu zelo zbližali. Recimo, zdaj ne morem se načuditi in nahvaliti recimo Clarisa, ki v bistvu tamle zdaj z Nikolajem skupaj stoji, ne, kako Nikolaj recimo Clariso tam lepo varuje in tako. Tako se mi zdi, da nekako je prišlo do neke sinergije, ne, ki je tudi se mi zdi v pol izdelkov nekako tudi vidna, ne, nazadnje, ne. To, da sta se v bistvu in Clarisa in v bistvu Štefan pač tako lepo ujela sta se tudi pri teh ilustracijah in pri teh besedilih, ki v bistvu ste jih vi izdala, ne. Ampak v bistvu gre za to, da v bistvu, ne vem, nekako te ustvarjalnosti v bistvu s tem, ko v bistvu z nekom drugim sodeluješ, v bistvu v resnici daš ali pa še bolj razpreš krila, ne. In jaz mislim, da je to v bistvu teh v resnici naših izdelkov, vseh, ne. Ja. In tako zdaj založnici, kakšno težo imajo v bistvu oblikovalci pri nastajanju takih knjig? Kakšna je tvoja izkušnja, recimo? Ja, tokrat smo tudi v bistvu, tukaj je pač oblikoval to knjigo Francisco Tomšič, ne. Mi smo se tudi s Franciskom dobili in v bistvu smo potem skupaj nekako dorekli to, kar sta si že Štefan pa Clarisa zamislila, ne. Tako da v resnici tukaj spet je pač odvisno od vsakega posameznega, po mojem, ustvarjalca, ne. Eni pač, če pač dobiš ilustracije dokončane, potem pač oblikovalec sledi pač ilustratorju in to je to, ne. Tukaj je bilo pa pač bolj dialoško, super, ne. Tako da se mi je zdelo v resnici zelo fajn, no. Ne. Ja, našo knjigo je oblikoval sicer Peter Ferluga iz studia Pika, on tudi oblikuje revijo, že dolga leta. In pri Petru je tako, Peter tudi ima že v bistvu pripravljena besedila, ima pripravljene ilustracije, ampak potem on ima še vedno kakšno dodatno željo,
ne, ki mu jo mora potem ali Štefan izpolniti, ali Larisa, ali pa katerikoli drugi avtor, ne. Jaz potem samo te ukaze izvršim. Tako da je pa potem vedno produkt zelo, zelo uspešen, zelo tudi estetsko prikupen. Tako da mislim, da oblikovalci tudi imajo. Ja, povej, Štefan. Slišim. Ne, jaz moram reči, da kar se tiče obeh knjigic, imamo to srečo, da dobro, Petra poznam in Petrom sem praktično stalno v stiku, tako da smo razen Galeba, če pomisliš tudi knjigo o zmajčkih, skupaj sodelovali, tako da recimo jaz smo marsikdaj kličen in ga prosim, nam je ustavi tekst, še preden začnem ilustracijo za Galeb, tako da ga trpinčim še prej, ko on oblikuje, tako da recimo to sodelovanje z njim stalno gojim in vzpostavljam. In tako z njim se zelo ujamem, ker tudi glede knjigice, bodi se knjigice Zmajčko kot knjige receptov, nekako, ne rečem, da sva sodelovala, ker pač je bilo že nekako oblikovano, ampak tako, sva stalno bila v stiku in v njem dobim enega idealnega sodelovalca, tako kot sem tudi pač imel to priliko, da sem sodeloval za Nikolaja z Franciskom. Tako, meni to je zelo pri srcu, da imam eno stalno komunikacijo, če se žele more, bi rekli, s celo delovno skupino, ker prvič mi je pri srcu ustvarjati, če se da, kakšne take zanimive, razmigane knjige in tudi, da se tako že lahko malo prej planira, ne, kako bi lahko ta knjiga bila, ne samo zaradi, ker to vpliva na, kako bojo pač ilustracije bile izvedene, ampak tudi, kako lahko knjiga v celoti postane. Recimo, da za knjigo receptov nismo imeli veliko, kako bi rekel, razmišljanja, ker pač oblika je bila že nekako ustaljena, ampak tudi pri tem, mislim, da kot izdelek je super, tako da smo tudi tukaj uspeli ustvariti en tak zanimiv izdelek tudi iz oblikovnega vidika. In to sodelovanje omogoči tudi pri nastajanju eno izmenjavanje idej. Tudi drugi lahko meni, glede na kako feedback, glede na kako pasko, kako tako, ne rečem kritika, ampak recimo, kaj če bi tako naredil, tako znajo tako posredovati en pogled, kako idejo, ki recimo v tistem trenutku meni ni prišla na misel in jaz to sprejemam z veseljem, ker mi odpira tudi nova obzorja, ki v tistem trenutku mogoče sploh nisem pomislil, mi ponudijo tudi eno različno razmišljanje, ne, pri kompoziciji oziroma pri ustvarjanju ilustracije. Clarisa, še zate eno vprašanje, mislim, da potem bomo lahko že počasi zaključili ta naš pogovor. Prej si omenila, ne, da tako kot si navdušena do hrane, do pravljic, si te prav tako navdušena nad jezikom. In si že omenila, ne, to, da dostikrat poskušaš povezovati, torej to, kar recimo v našem primeru kuhinjo in jezik v prvi knjigi v Dobra jed se sama ponuja, so bili to pregovori, ki so bili vezani na hrano. Ampak, ko sem prebrala Telovadca Nikolaja, je tudi tam zelo opazna to igranje z besedami in v bistvu ta tvoja ljubezen do jezika, ne. Celo eno besedo novo si uvedla, ne.
Tako da, če nam lahko kaj poveš o tem. Ja, svojči, ne. Meni se to fajn sliši, ne. Meni se to boljše sliši kot selfie. Ja, Pa, če bi se to prijelo, ne, si ne upam misliti, ampak ne, itak sem jaz avtor. ja. Ja, jezik, no, tudi mimogrede, prevajanje je velika šola jezika, ne. To tudi Barbara tako dobro ve kot jaz, ne. In če se pač resno ukvarjaš in prevajaš, ne, leposlovje, karkoli pravzaprav, ne, s tem, da pač pri leposlovju je potrebna še poleg dobro natančnosti in ne govorim česa vsega, tudi inventivnost, ne. Zelo večkrat si mora človek izmisliti nove besede, dobesedno, nove besede dobesedno, ne. Na primer, da bomo govorili na Luni, ne, tam je recimo ime tega nekega izmišljenega seveda naselja, ne, oziroma trga, v katerem živi glavna junakinja Marija, recimo tam je Bukvič je pač, ne, je povezano z rastlinami, bukvicami, ne, manj znana rastlina pri nas, pa zelo znana v Grčiji, zdravilna rastlina, ne, ampak ta rastlina ima veliko imen, ljudskih imen, ne, pa najbolj znana je betonika, kaj zdaj betonika, ne boš kaj boš beton, to nekam na beton gre, ne, kaj boš betonče, ne, kako, a ne, skratka, v teh 5-6 bi človek rekel, so pomenk za to rastlino, ne, se meni zdi, da najbolj fajn bukvica, ne, ampak spet bukovje, ne, da ne bi slučajno, ker bukovje pa imamo iz naselja, ki se imenuje bukovje in to je v bistvu znana neko znano lastno ime že, ne. Tako da, to je ena zadeva, ne, se je bilo veliko takih, bi človek rekel, po svoje trdih orehov, ne, ali trših orehov, ki sem jih pač po svoje nekako razpoznala in tudi je bilo kar nekaj tudi nekaj verzov, ki sem jih pač tudi, ko sem se z njimi poigrala in še celo rimo, ne, pač upoštevaje rimo in ritem, ne. Tako da ja, kot sem že rekla, prvič je prevajanje velika šola jezika, drugič, če še sam pišeš, ne, toliko bolje, ne, in zagotovo se vidi tudi, bom rekla, tudi v mojem pisanju, ne, tudi nenazadnje tudi v prvi zbirki, prvi knjigi poezije za odrasle, ki sem jo izdala leta 2007, ne, to je zelo pozno, za te čase pa celo ekstremno pozno, za prvo knjigo, čeprav pišem poezijo že v gimnaziji naprej, ne, tudi objavljam, ne, ampak videti je bilo že takrat, da to ni, čeprav je bil kot knjiga prvenec, ampak da to ni dikcija nekoga, to ni dikcija prvenca, no, to hočem reči, ne. To so vsi videli, ko so brali to knjigo, ne. In tudi v tem telovadcu Nikolaju se vidi, ne glede na to, da je to pač prva taka, v resnici druga, ampak prva, bom rekla, z malo večjimi ambicijami, no, slikanica, ne, za odrasle, prva je bila 12 mesecev, pri Lepi besedi je šla. No, ampak kot sem že rekla, ta je pač malo precej ambicioznejša, ne, glede vsebine, moram reči. To se tudi vidi, da to pač ni neko moje drugo delo po vrsti, ne, pa recimo, ki bi ga napisala pri 30 letih, na primer, ne. Vidi se, da imam za sabo, ne vem, vsaj 35, če ne 40 let pisanja, ne. Je pa res, da nisem med tistimi, ki zelo hitro in z lahkoto objavijo, ne, jaz se kar zelo dolg čas ukvarjam s tekstom, zelo dolg časa pilim in režem in jemljem in dodajam in potem spravim v predal, oziroma analogno povedano, ne, pa pustim v Wordu, ne, zadnjih 15 let, tako da, ampak je pa res, da se je zdaj tega zelo veliko nabralo in da sem zdaj začela malo iz teh zakladov, iz teh map, ne, stvari jemati ven in jih zdaj malo obdelujem in pilim in mislim, da bom v naslednjih letih, če bo sreča, ja, ne, če bo še ta svet obstajal, glede na vse to, kar nas pesti, ne. In če bodo koga knjige še zanimale, ne, ampak bodimo optimisti, no, mislim, da bo še kar nekaj tega šlo, ker se, ne zato, ker bi tako hitro delala, ne, ampak ker se je tega preprosto v teh letih veliko nabralo, jaz pa se nekako nisem dolgo časa mogla odločiti, da bi to dala na svetlo, ne. Zdaj bom pa z določenimi, bom rekla, intervencijami, si bom pa to drznila, ne. Pa mimogrede bi še to povedala, ravno glede prevajanja, ker se bo tudi Barbara gotovo z mano strinjala. Jaz sem recimo gledala neke svoje prevode znanega klasika grškega, Kvafisa, ne, ki sem ga prevajala pred 30 leti in sem zdaj nekatere pesmi znova kar precej predelala, ker človek se vendarle tudi kaj nauči, ne. V 30 letih prevajanja, ne, pa tudi prehodiš, ne, imaš kar nekaj kilometrov za sabo, ne, tako da
Draga družba, takole, ker mislim, da se bližamo koncu, jaz moram reči, da vsi mi, ki smo tukaj, dobro vemo, da je vse to, kar počnemo, tako lepo po slovensko povedano work in progress, ali bolje res po slovensko, da je to delo, ki ni in nikoli ne more biti zares zaključeno, ampak pač, ker živimo v času, ki je treba producirati, je v nekem trenutku pač treba postaviti piko in se potem naprej ukvarjati z nekim drugim projektom, tako da, ampak vsi, ki smo tukaj, to presneto dobro vemo. In jaz moram reči še enkrat, da sem zelo, zelo hvaležna objema založbama, založbi Malinc, ki jo tukaj predstavlja Barbara, Barbara, hvala, in založbi ZTTS, ki jo tukaj predstavlja Alina Karli, mimogrede tudi Drava je bila tukaj zraven, pri tej pravljici, če se ne motim. Ja. Te založbi tukaj šlo, Torej, tudi njim hvala, čeprav jih ni tukaj, in Štefanu kot ilustratorju tudi velika lepa hvala, ker še to bi rada rekla, v slikanici je ravno tako pomembni likovni kot besedni del, to ves čas poudarjamo. Že res, da morda prvo idejo da pač tekst, ampak vendarle, za bralca je ravno tako, za tistega, ki vzame knjigo v roke, je ravno tako pomembna likovna plat, včasih celo bolj, moram reči. Tako da, jaz bi pa se zdaj zaželela samo še, da bi še Barbara kaj povedala, ker se mi zdi, da je danes Točno to, ja. Da je čisto premalo povedala, glede na to, da sta dve knjigi, v kateri sem, bom rekla, na nek način jaz, avtor ali soavtor, išli pri Malincu, torej Barbara, lepo prosim, zdaj pa še ti. Ja, no, mogoče bi se navezala bi se kar navezala na to, kar si rekla, v resnici, da kar se prevodov tiče, je še zlasti to itak zelo znano in v resnici kar malo boleče, za vsakega prevajalca, da prevod v resnici nikoli ni dokončan. Ampak jaz moram reči, da sem pa v bistvu res izredno vesela, da je pa Gorila, kljub temu, da je prevod, torej že po naravi, pač nekakšno besedilo, ki ga je zelo težko dokončati in narediti tisto končno piko in postaviti končno piko, vendarle besedilo, ki je res izredno suvereno, torej prevedeno, seveda res gre za vrhunski prevod in moram reči, da sem bila zelo vesela, ker so to opazili tudi različni blogerji, različni kritiki, mislim, od recimo Petre Koršič nazadnje, do recimo tudi blogerke Literarni lekarni Alenke Štrukelj in tako. In tudi vesela sem zelo tudi za Nikolaja, da v bistvu v tem slovenskem prostoru ni ostal, bi rekla, neopažen. Vedno znova sem pa v bistvu vesela, ko po teh knjigah, ki jih izdajamo, in zato jih izdajamo, pač posegajo tudi bralci. Tako da v bistvu bi mogoče res rada še enkrat nagovorila vse, pač tiste, ki ste že se srečali s knjigami Clarisse Jovanović, se pravi Telovadcem Nikolajem pa Gorila na Luni, pač prevodom njenim, in tudi pravljicami, torej, kaj je pravljica Pogrni se, da ne bom zdaj narobe povedala zdaj naslova. Hočem reči, to so res v bistvu zelo živahna besedila, zelo iskriva besedila, ki res so izredno komunikativna, in se mi zdi, da lahko samo povabimo znova in spet bralce, da pač posežejo po njih. Hvala, Barbara. Jaz mislim, da so si vse tri knjige že prav lepo utrle pot med bralce, vsaj po odzivih, ki jih dobivajo. Gorilo na Luni sem jaz že lani opazila, se spomnim prav na otroškem sejmu, na Vodnikovi domačiji, sem jo zagledala, pa takrat še nisem vedela, da jo je Clarissa prevedla. Ampak se mi je tako, že naslov mi je bil zelo tako simpatičen, potem sem si prebrala seveda vsebino, ko sem je potem kupila tudi za hči. In potem sem pa še odkrila, da je Clarissa prevedla, krasno, ta knjiga mora biti potem sigurno v redu. Jaz se najlepše zahvaljujem vsem trem, upam, da se bomo srečali tudi v živo, kaj kmalu, čim prej, zato ker mislim, da ne samo, da ljudje kupujejo knjige, ampak mi, založniki, potrebujemo, ne samo založniki, tudi avtorji, potrebujemo stik z našo bralno publiko
in upam, da zares, da se bojo ti sejmi s spleta preselili kmalu tudi na zrak, ali pa v dvorane, ali kamorkoli pač že morajo, in da si bomo lahko še veliko povedali tako na 4 oči. Hvala še enkrat vsem in berite in kupujte v knjigarnah. Ja, hvala. Hvala vsem. Hvala in tudi hvala Alini.